Zapeljani po Rogatcu z Jernejem Dirembekom. Zdravo, Jernej. Zdravo, dobro jutro. Greva? Ja, jaz mislim, da je skrajni čas. Ajde. Jerneja Dirembeka, po domače Dimeka, sem pobral v Ljubljani, kjer živi, odkar je iz rodnega Rogatca šel študirati. Po avtocesti čez Trojanske predore do Dramelj, mimo Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, okoli Rogaške Slatine do Rogatca. Prva postaja je bila logična. Tisti stari lokalni bife. Takile lokalni bifeji so bili včasih kar malce drugačni, kot so zdaj, ne? Ja, predvsem so bili bistveno bolj nevarni, kot so danes. Zgodb, ki se jih mi spominjamo iz otroštva, z mladosti, je bilo ogromno, da pač ni pametno sam zaiti v tak bife, sploh pa, če si bil v tistih letih malce drugačen, recimo, da si imel kak uhan v ušesu, bog ne da je v nosu malo daljše lase ali kaj podobnega, bi lahko hitro naletel tu na neodobravanje oziroma bi dal dober povod, da te premlatijo. Kavo z mlekom. Ja. K sreči so se časi res spremenili. Delavci se niso dali motiti pri malici, nekaj jih je vljudno pozdravilo Jerneja. V Rogatcu so Rogačani, prebivalci. In Rogačanke, tako. Nekaj 10 metrov stran pa je že druga država in kraj Hum na Sotli, ki je včasih bil veliko bolj povezan z Rogatcem. Hum je imel kino, Rogatec je imel disko. Rogatec je imel zdravstveni dom, Hum pa lekarno. Hum je imel nogometni klub, ki je igral na igrišču v Rogatcu. Dom na Donački gori se imenoval Rudijev dom, financirala ga je pa straža, tovarna iz hrvaške strani, v kateri je bilo zaposlena večina Rogačanov. Hkrati so pa, se pravi, njihovi delavci pri nas živeli. Pripravila sva osebne izkaznice in se odpravila do kina, kamor treba je čez most. Kako se reče temu spodnjemu delu? Ja, mi smo vedno govorili Brod. Kino na Humu že kar nekaj časa ne obratuje. Včasih pa je bil eden glavnih centrov dogajanja. Kadar je bil Vinetu, Bruce Lee ali pa kaj takega, ali pa 10 božjih zapovedi, recimo, ne, takrat so bile 3 predstave dnevno in polno do konca. Ja. Kraja je vedno ločevala reka Sotla. Zdaj ju ločujeta tudi ograja in žica. Meja je zarezala v ta dva kraja, otežila prehod, povzročila zelo veliko negodovanja, predvsem v tistih začetnih letih, ko se ljudje še morali navaditi na nekaj takega. Prinesla je drugo valuto, neke druge običaje in smo ljudje začeli manj hoditi sem in tja. Recimo iz mladosti se jaz spominjam, ko se tudi v trgovinah še ni vsega dobilo, če nisi dobil v Rogatcu kruha, si šel na Brod po njega, ne? Danes greš v sosednjo Rogaško Slatino, ki je oddaljena 6 km, ne pa nekaj korakov, ker praktično ne pomisliš več na to, da bi šel še sem. Ne? Že nazaj, ja. Policisti so naju malo čudno pogledali, ko sva po zelo kratkem času znova prečkala mejo. Naslednji postanek. Slavno zgodovinsko središče Rogatca. Ko se turist pripelje danes v Rogatec, bi lahko bila to ena izmed izhodiščnih točk. Ja, vsekakor. Trg je zanimiv, žarči z enim takim mirom, avalušen zaprt prostor tvori, ne, kot nalaž za recimo tudi kak dogodek. In jaz mislim, da ne smeš mimo njega, kadar se potem odpraviš naprej še na kako drugo destinacijo. Vidim prav, je to kužno znamenje mogoče? To je kužno znamenje, ja. Za letnico je pa morala se sprehodi, da vidimo, kaj piše na njem. Ja. Zgrajen 1689. Se pravi, Rogatec ima kar dolgo zgodovino, ne? Praktično tam od 13. stoletja, sploh v 15. se je dosti dogajalo, takrat je tudi pogorel, mislim, da so ga Madžari porušili, izropali, požgali, ampak se je vedno znova vrnil. Na trgu sva naletela na še eno legendarno institucijo, ki je zaznamovala predvsem začetke ustvarjanja glasbene skupine Mi-2. Oh, yeah! Številka 15, tukaj je bil Zizibar? Tako, če se spomnite črtice, kjer smo s punco v Zizibar hodila, točno za temi vrati je bil ta Zizibar. Vsak večer smo skupaj na pivo, z roko v roki v Zizibar hodila. Fiki, jaz sem vam tako rado. Front, daj 2 pive. Ime je dobil pa potem, imenoval se sicer Cafe Bar. Fiki ga je pa preimenoval v Zizi Bar, zato ker je lastnik vsak božji dan v njem navijal skupino Zizi Top.
Na trgu pa obiskovalci naletijo tudi na prvo informacijsko točko. Moje ime je Tanja Ducman. Tanja, ki se načeloma v tem istem prostoru ukvarja s prodajo drobnega materiala za šivilje, pomaga turističnemu centru in obiskovalce predvsem opremi s promocijskimi materiali in napotki za ogled Rogatca. Najprej bi jih poslala, v bistvu si ogledajo muzej na prostem, potem se ful dogaja na gradu, imajo razne delavnice. Ja, muzej na prostem v Rogatcu smo mi podrobno že raziskali in tudi obiskali. Košček vam priporočamo, obiskal ga je Damjan Zorc pred nekaj meseci. Obisk se mimogrede zavleče precej dlje, kot si sprva zamišljate. Ja, kar 3 ure, sploh takrat, če imamo tudi na voljo te doživljajske delavnice, ker si lahko spečejo kruhek ali spletejo zapestnico iz ličja in podobne. Od tukaj je verjetno kar lepa pot na še eno znamenitost Rogatca, naravno znamenitost, in tamle prav vidim eno sliko, Donačka gora. Ne? Ja. Donačka gora je res ful obiskana. Čisto osebno, kdaj ste bili vi nazadnje na Donački? To mi je prav v bistvu malo naroden povedati. Mislim, da sem zelo redko na Donački, 2-krat sem jo obiskala. Jernej, kdaj ste vi bili nazadnje na Donački? Lansko leto za 1. maj. To je kar neka tradicija, taka romarska pot je, za 1. maj se gre na vrh. Tisti ta pridni planinci štartajo z Rogatca, oni malo manj se odpeljejo do Rudijevega doma, ki je na približno 650 metrov višine, pa imaš pa še za premagati 240 metrov do vrha. Eno izmed bolj urejenih in turistično privlačnih točk v Rogatcu je dvorec Strmol, ki ga po besedah Gordane Bilušič ne smemo zamenjevati z gradom Strmol. V Rogatcu imamo dvorec Strmol, v Cerkljah na Gorenjskem pa je grad Strmol. Zakaj pa ima ta isto ime? Zato, ker sta imela istega lastnika, Jakoba Strmolskega. V dvornih prostorih najdemo grajsko klet, črno kuhinjo, kapelico, poročno dvorano ter stalne in občasne razstave. Na dvorcu pa domuje tudi rokodelski center Rogatec. Pozdravljeni v palači, dobrodošli na dvor. Jernej, v enem vašem komadu praviš, da že so ga omenila, da od spominov bolj otožno se živi, ampak vseeno, ko pogledate, zdaj gledava na Rogatec iz malo više perspektive, kaj občutite? Pa človek občuti vedno eno tako toplino, ko pride v svoj domači kraj, ne? Na katerega me vežejo predvsem lepi spomini in tudi na srečo spomin človeški deluje na način, da si zapomniš tiste ta lepe stvari. Imate neko posebno vlogo v Rogatcu, opazila sva, ljudje vas kar prepoznajo zaradi tega, ker ste domačina ali zaradi tiste druge vloge enega izmed članov midva? Jaz mislim, da je to kar oboje, ne? Definitivno zato, ker smo domačini in ker smo pač eni od teh bolj izpostavljenih domačinov, ki se v medijih pač pogosteje pojavljamo kot kdo drugi. Vedno smo bili tule toplo sprejeti, no? In to se mi zdi, da človek brez neke take zaslombe v domačem kraju pol se počuti kar malo izgubljeno druge. Jernej Dirnbek ni samo glasbenik in član skupine Mi2. Poleg tega tudi piše pesmi za druge glasbene izvajalce, ravnokar je izšla njegova pesniška zbirka Pripovedke o vinu in ljubezni. Pred 2 letoma pa je izdal roman z naslovom Pevci pozabljenih pesmi. Kreativnost in inspiracijo je pogosto, tako kot ostali midvajevci, črpal pa iz enega drugega razgleda, na neki klopci. Stopim z litrom do klopce pred klet, srkat sladke ranine šepet, brez besed. Sva pred legendarno Rudekovo gorco, ki ima kar precejšen pomen za vas in za skupino tudi, ne? Jaz bi rekel kar za celi kraj, no. Pred leti pač še ni bilo tako pogosto, da bi ljudje imeli vinograd pri hiši, tudi ponudba tega je bila manjša. Berdniki, tako se je pisala ta familija od Rudija in Rudijev pred njim, so bili pa kar veliki vinogradniki in so z vinom oskrbovali ves kraj. In nekateri domačin se je čez vikend sprehodil do sem z kakšnim flaškonom, kanistrom in ga pokusil tu gore, spil kak kozarec, ostalo pa odnesel potem s sabo v dolino. En iz
te družine je bil tudi naša generacija in zato smo pred nekatero žurko imeli tukaj, proslavljali od novih let, rojstnih dnevov in ostalih priložnosti. Je to ta klopca, kjer si predstavljate, kako bi sedeli na stara leta? Ne, ta je pa tule spodaj, stopiva po stopnicah pred klet. No, od tule je res en krasen razgled proti zahodu. Pravijo, da če je res lepo in jasno vreme, da vidiš celo Triglav. Čeprav je Boč višji kot Donačka gora, je vseeno Donačka gora štajerski Triglav. Ja, to pa čisto zaradi svoje oblike, ker ima dejansko izrazite 3 vrhove, bolj kot Triglav celo so vidni, če jo pogledaš iz pravega kota. Tik preden sva se odpeljala, je Jernej tik ob Rudekovi gorci zagledal posebno drevo. Za menoj je en star oreh, ki je bil dobrih 30 let malo nižji, toliko nizek, da sem uspel splezati v njegovo krošnjo, vzeti kitaro in tistim, ki so stali spodaj, prvič zapeti en refren, ki je šel približno tako: samo tebe te imam, samo tebe te ne dam, samo tebe te ne dam. Zdaj, kaj je prispevalo k temu, da se je ideja utrnila ravno tu, ne vem, ima pa nedvomno vino kaj opraviti s tem. Za konec pa sva se ustavila še na enem mejnem prehodu, tokrat železniškem. Jernej, na kateri peron je treba iti, da gremo do Celja? Na ta prvega. Se v bistvu sta samo 2 in tako jih gledam, kot sta razporojena, je res prvi v smeri Celja in drugi v smeri Đurmanca oziroma Krapine in Zagreba. Železniška postaja je bila nekdaj tista res povezava s svetom. Ja, in kar hitro je prišla, mislim, da leta 1903 je bila odprta proga Grobelno-Rogatec. Takrat smo pravzaprav ratali tukaj mobilni, ne, in to v obe smeri, tako na hrvaško kot na slovensko stran. Kdaj se je bilo treba vstati zjutraj za v srednjo šolo? 5:15 je bil štart vlaka prav iz tega perona, se pravi še ene pol ure prej, 15 do 5. Mislim, da je nekaj nepredstavljivega to za današnjo mladino. Z Jernejem Dirnbekom sva obiskala Rogatec na začetku decembra. Jernej, vi ste tukaj domačin. Kdaj je najlepše obiskati Rogatec? Ja, vsekakor takrat, ko vse cveti, ko nas sonce pogreje. Jaz mislim, da je od pomladi pa preko poletja tisti najbolj ta pravi čas. Mogoče ne v največji špici turistične sezone, ker se vali skozi kolona avtomobilov, ki odhaja dalje na Hrvaško, ampak to velja samo za kako soboto. Sicer pa takrat, ko je sončno, toplo in cvetoče. Jernej, hvala za pogostitev. Hvala za povabilo, z veseljem še kdaj.